Veselo v gore nas je popeljal trio Nika Zajca. To moram povedati predvsem zaradi poslušalcev doma pri radijskih sprejemnikih. Njim in vam tukaj v dvorani vsem lep pozdrav ob današnji oddaji koncerta iz naših krajev. No, ko nas je Niko Zajc že popeljal veselo v gore, zakaj? Ekipa koncerta iz naših krajev je seveda prišla iz Ljubljane in kadar se Ljubljančan ozira v gorensko skalnato stran, tako vsaj od veselja zapoje, vidi predvsem Kamniške Alpe. Razdrapani grintovci ob lepem obrisanem vremenu stojijo že kar na pragu Ljubljane, kot bel zobat zid od Ojstrice do Kočne. Seveda z dekorativno veliko planino spredaj. In tukaj v buznožju teh grintovcev, teh kamniških planin, bo nocoj odmevala pesem, odmevala melodija, veseli zvoki in pa šagava pa tudi resna beseda. Seveda med temi zvoki bodo tudi zvoki ansambla Krt iz Stahovice. Nasmejali se bomo zakonskemu paru Iča in Matevž, Iča Putrih in Marjan Roblek, in pa se seveda zamislili ob imenitni pesmi domačega mešanega pevskega zbora France Gačnik iz stran pod vodstvom Dominika Krta. Ker pa smo že v Stahovici, ki je postala zadnje čase zelo slavna, pa pričakujemo tudi, da bo svoje povedal, če ne bo preveč megle, Stane Oblak, ki je domačinom že znan. Torej, res je lepo, da smo se takole zbrali, da ste do zadnjega kotička napolnili tole telovadnico in da je res lepo, bodo seveda še bolj podčrtali in poudarili fantje iz ansambla Krt. Res je lepo na svet živi, naj bo po zimi ali poli, naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Spomladi nam travca zeleni, poleti pšenica rumeni, jeseni pa grozdje dozori, po zimi pa ni več skrbi. Se lepo na svet živi, posebno čez glasbo si preži, če glasba bogatstvo je zabit, težave premagaš prav vse. Res je lepo in srečni smo, da vas lahko čez leto zabavamo. Se lepo na svet živi, naj bo po zimi ali poli, naj bo spomladi ali jesen, nam čas je prav sam dragocen. Res je lepo na svet živi, posebno čez glasbo si preži, če glasba bogatstvo je zabit, težave premagaš prav vse. Res je lepo
No, kar dobro si zagrejte dlani, kajti ansambl Krt ni od muh. Stari očanci iz tehle krajev bi rekli, da znajo več kot kašo pihat ali hruške jest in otresat. Zelo so presenetili na lanskem ptujskem festivalu. Verjetno nikogar ni med vami, ki ne bi vedel, da so si priborili Zlatega Orfeja, torej najvišje odličje ptujskega festivala, da so naredili veliko, tudi sami dobri veste, da zagrejejo pete, jih razmigajo še kako. To ste tudi že nekajkrat doživeli. No, nocoj se bomo veselili vsi skupaj, tudi tisti doma pri radijskih sprejemnikih. Seveda pa, kot ste slišali, pojejo kar vsi. No, ampak vseeno, enega je malce bolj glasneje slišati, tistega, ki pelje vižo, če rečemo tako po muzikantarsko. To pa je Zoran Križman, nekakšen solist med solisti, kaj ne? Kaže, da je Stahovca tudi kot kraj imenitna, kajti spomin na rojstni kraj je ena melodij ansambla Krt. In v tej melodiji nam bodo razodeli vse o tem čudovitem kraju, kar pa bodo izpustili, bomo kasneje nadomestili v pogovoru. Razpis domačih bigora, ozrl se narodna vas, ker moja domačija zari jutre se budi, ki ti jo večkrat misli tja, dolino pogori, ker moja zika tekla je, dolini Kamniški. Morda izpolni želja se, da zdrav se vrne spet nazaj na domačijo, kamor vleče me srce, se ob potokih in vrti, sprehajajo dan za dni in se spominja na vse ti, dolini Kamniški. Morda izpolni želja se, da zdrav se vrne spet nazaj na domačijo, kamor vleče me srce, se ob potokih in vrti, prehajajo dan za dni in se spominjal na vse dni, dolini Kamniški. Domačan spit pisem, doni pod nebo in vince se toči, nam sem je lepo. Dolini domači se dobro ima, prijatelji pa je mili grad.
Takole je s to stvarjo. Odkar je planinskega duha med Slovenci, zadnje čase tudi smučarskega, so Ljubljančanom ti grintovci zmeraj znova poglavitni planinski navdih. Velika planina, romarska smučarska pot in cilj nikoli potešenih želja. Ne samo sedaj v času množičnega avtomobilizma in prostih sobot. Tudi ko si imel samo nedeljo in bicikl ali pa celo samo kar kamniški hlapon, je bilo treba računati s čim bližnjim, kajti kadar je Luka Matija pripeljal v Zgornjo Gorenjsko, je minilo kar pol dneva. Da sem v Kamniško Bistrico in v tele vaše kraje, je bilo pa precej bliže. Sicer pa bo prav, da o tem malce poklepetamo, saj tako vedno predstavimo kraj, odkoder se oglaša koncert iz naših krajev. Naš nocojšnji sogovornik je domačin, podpredsednik turističnega društva Kamniška Bistrica, Ivan Kosirnik. Prosim, Ivan. Ali naj tale aplavz razumem kot to, da zelo dobro poznate kraj in ga tudi ponesete okrog kot slavo? No, če govorim po pravici, sem priseljenc, sicer pa že živim 25 let v tem kraju. Torej imam tudi državljansko pravico. No, in koliko znanja o tem kraju bo pokazal tale pogovor in če ste priseljenec, bo tole nekakšen pokaži, kaj znaš za domačine, koliko se nauči v tem času. Ivan, tale kraj je samo eden, Stahovica, ampak krajovne skupnosti ga pa obdajajo in se stikajo nekako v Stahovici. Je tako razumeti ta konec? No, mislim, to je točno. Kraj leži 4 km severno od Kamnika in združuje v tej prelepi dolini 3 krajevne skupnosti, Kamniška Bistrico, Godič in Črno, ki je istočasno tudi sečišče 3 rek, Kamniške Bistrice, Črne in reke Bistrišice, ki pod enim imenom pod Kamniško Bistrico se izliva v Beričevem v Savo. No, če pogledamo še malce naprej, turistično društvo dela pravzaprav za vse te 3 krajevne skupnosti, kaj ne? Potem boste verjetno vedeli, kakšna je tradicija teh krajev. Planine in pa gozdovi dajo slutiti, da so včasih tukaj ljudje planšarili in sekali gozdove, pripravljali drva in tako naprej. Les je bil zelo važna stvar. Se je kaj tega ohranilo? Vidite, narava je tudi oblikovala človeka, njegove navade, običaje. Tako je kraj poznan po kovačih, golcarjih, po pečenju apna, še predvsem pa po planinstvu, po planšarstvu, ki ima dolgo tradicijo in nekatere hiše so danes planšarske, tudi spomeniško ohranjene. Tako imenovana Preskarjeva hiša je danes kulturni spomenik na Veliki planini. No, še bolj važno je, da v tej oddaji malce povemo, kako danes živite. Ljudje prav zaradi Stahovice vedno bolj prihajajo v ta konec in so radovedni, recimo na drugem koncu Slovenije. Med kakšne ljudi bodo prišli, bodo sprejeli gostoljubno, se med seboj razumete? Kot sem vam že omenil, v tem kraju se srečujejo 3 krajevne skupnosti, pomeni, da se dobro razumemo, vkolikor ustanavljamo in snujemo društva pod istim imenom. Torej, v našem kraju poleg turističnega društva deluje tudi lovsko društvo, gasilsko društvo in športno društvo iz ljudi, občanov vseh teh krajevnih skupnosti. Kaj pa, ko je treba kaj narediti, nekaj tako skupnega, zavihati rokave, kajti tiste stvari, ki od državne strani bolj malo padajo? Moramo meniti, da dokler časa ljudje nimajo osnovnih stvari, je akcije voditi lažje, ko pa prihaja do tega, da ima vsak svoj plot, je zadeva težja. Vidim pa v zadnjem času, ko je turistično društvo začeli z tovrstnimi prireditvami, da ljudje se vidite, tudi nocojšnji primer je tak, da ni problem sedeti tudi z skreganim sosedom v istem stolu. No, včasih so že tukaj hodili v planine, marsikaj razvijate, kar je vezano na te hribe okrog vas. Ja, vidite, večji obisk našega kraja
bo moral v naslednjem obdobju dati tudi več, kot ima kraj danes in kot smo bili vajeni dati domačim občanom, čim prihajajo ljudje iz ostalih predelov Slovenije in Jugoslavije in tudi iz inozemstva, bo pred nami še veliko nalog. Toliko sva se hvalila, niš meni, da v tem kraju tudi nikašna stvar, zaradi katere vas je sram. Mislim, če bi vsi mi, ki smo se danes na tem mestu zbrali, imeli toliko moči, bi verjetno prvo stvar, kar bi napravili, bi zaprli kalcit in kaolin in da bi bila naša dolina taka, kot je bila pred 100 leti. Kaj pa kamnolom? Tudi kamnolom nam dela veliko sramoto in vsem, ki prihajajo v to lepo dolino Kamniške Bistrice. Ste jih videli in slišali, kako so zaploskali, Ivan? To pomeni, da so za to, kar ste predlagali. Kar zberite jih. Do naslednjega koncerta iz naših krajev v Stahovici, mislim, po obrazih sodeč, bodo vse te stvari tudi rešene. Ivan, hvala lepa za tale klepet o Stahovici in o tem podnožju Kamniških planin. Omenili ste že vaš mešani zbor France Gačnik, ki ga vodi Dominik Krt. In pa seveda prva pesem, saj zbor le goji slovensko ljudsko pesem, Venite rožce moje. Glede na to, da je tale zbor poimenovan po Francetu Gačniku, moram malce povprašati dirigenta Dominika Krta, ki drugače tudi
ima svoj ansambl, ki ga nocoj poslušamo, oziroma iz družine Krt, kar tako recimo, ker je to ta glasba kar družinska zadeva, o Francetu Gačniku. Poimenovali ste se po njem. Dominik, kdo je bil ta France Gačnik? Da malce zvemo. Ja, to bo predvsem za poslušalce pri radijskih sprejemnikih, kjer ostali poslušalci in poslušalke tukaj v dvorani ga dobro poznajo. Vseeno pa bi povedal, mislim, da bom pravil cele zgodovine, ker to bo sigurno nekdo še napisal, obsegala bo veliko strani. France Gačnik je prišel v Stranje leta 1962, poln novih idej, zagnan, pravi organizator in v momentu je zbral krog sebe polno mladine, ne bom rekel, da sam mladino, tudi starejše pevce, in začel je neko novo področje na področju cerkvene glasbe. Uvedel je ritmične popevke, seboj nekje v sodelovanje je povabil tudi takratni znani ansambl Kamnik Titi iz Kamnika. No in s tistem cerkvenim popevkam smo romali po Sloveniji gor pa dol in kar nekje se je okrog govorilo, pejmo ustrajne, tam gor imajo nekaj novega. To se pravi, ni bil samo dober župnik. Ste ga imeli radi? No, nas mlade predvsem nekje, kdor je imel ušesa in oči, se je od njega lahko veliko naučil in lahko rečem, da mnogi glasbeniki iz tega kraja smo dobili prve ure glasbene vzgoje prav pri njem doma oziroma v župnišču, kjer je imel klavir, kdo ga je imel prej nobeden, tam smo vadili, potlej smo nekje se upisali v šole in danes smo pač kar smo. Znamo delati, znamo mnogo kaj, kar nas je on naučil. No, Dominik je skromen, Dominik je iz teh začetnih prebiranj po Gačnikovih tipkah oziroma njegovem klavirju tudi zrasel v glasbenika, ste profesor glasbe, ne? To je ena stvar, druga stvar pa, kolikor vem in mislim, da ne vem narobe, je France Gačnik tudi komponiral nabožno pesem in nekako iz poznavanja ljudske duše, kajti te njegove pesmi bi lahko rekli so kar ponarodele. Ljudje jih prepevajo ne samo ob cerkvenih priložnostih. Tako je, veliko pesmi njegovih je praktično res ponarodelo, eno bomo tudi danes še zapel. Bom pa rekel še tole, da je izdal svoje pesmi v 10 pesmaricah, mogoče to marsikdo ne ve, ampak te pesmarice se lahko dobijo, se pravi, da je dokaz, da je res delal in mislim, da nam je v ponos, da lahko naprej nosimo njegovo ime in tudi delamo po tistem, kar nas je naučil. Torej, dostojen spomin se nadaljuje v zboru, ki se je poimenoval po pokojnem župniku Francu Gačniku. In zdaj ena od njegovih pesmi, za katero tudi poznavalci trdijo, da je že skoraj ponarodela, Zate Marija, in seveda ob spremljavi inštrumentov, ki sem jih obljubil že v začetku. Razjasnila noč najlepši dan.
Zdaj pa se še malce nasmejmo. Poznate zakonski par Matevž in Iča? Poznate. No, kaj imata povedati nocoj? Že prihajata, kar? No. Tako, zdaj tudi tisti doma vedo, da sta že na odru. A ta je moj. Ta. Dober večer, dragi poslušalci. In drage, lepe, luštne poslušalke, dober večer. In tudi vi pri TV sprejemnikih doma. Cepec, pri kakšnih TV sprejemnikih. Se vendar veš, da poslušajo pri radijskih, a si boš to zapomnil? Doba danes še ob tej uri posluša radio, dajno mirno. Lej, televizija je velik napredek, če je slab program, ga ne, da ga samo slišiš, ga tudi vidiš. Pa radio. Brez skrbi, da še poslušajo radio. Naprimer tisti, ki nimajo denarja, da bi si kupili tako drag TV sprejemnik, pa tisti, ki so ga zapečatili zaradi krasnega programa, pa tisti, ki imajo TV sprejemnik pokvarjen, pa recimo tisti, ki se zdaj le vozijo z avtom. A tako? Pa tisti, ki so tako na kakšnem takem parkirišču, pa mucika gor, pa mucika dol, pa buci, tjaki, tako kot mi do včasih, ne, ampak zdaj ta avto ne bi več zdržal. Dobar, da sem ga dal na odpad, se ni bil za nobeno rabo več. Tako kot ti, se bi mogo ti tudi z njim. Ja, res, dragi. Torej, če ne bo šel v generalno, bom se jaz mogla mal ozreti takole okrog sebe, veš, ker jaz pa še nisem za odpad. In veš kaj, Matevž, sem slišala, da je tlele ogromno samskih fantov, da se zbirajo per Prodnik pa per Encijan. No, a greš staviti, da bi jaz zelo hiter enega ujela? Brez skrbi, ni treba nič staviti, seveda ga ujela, ampak čim se streznil, ga spet ne bi bilo več. Ne? Jaz ti povem, tile sokogamsi, ga ne moreš odomačiti pa pika. Edino recimo za devize, marke, dolarje, to pa ja, to, ker mi za deviza bi pa dušo hodiču predali. Kaj pa v 4 eva, se še dinarjo nimaš. Seveda jih nimam, ko pa tazgale desca. Garaž, pa čist nič nimaš, ker teb še ni prišlo, razumeš, da pri nas z garanjem prideš samo na beraško palco. Znajdeti treba, ljubček, znajdeti treba. Poglej, malo okrog sebe, poglej, tlelek sva zdaj le goršla, kakšen lep konc je tole. Kaj, če bi mi dva tukaj kupila eno parcelco? Parcelco, da mi še za Brliško vežo, jo ne morajo skrb spraviti, ne? Zakaj? Kaj? Za leta nekaj glikajo, pa nič ni. Pravi, da je tle življenje veliko hujše kot pri nas. Zakaj? Zakaj? Zato, ker tle pravi, da morajo ne živeti, pa ne umreti, ker nimajo Brliške vež. Sede. Matevž, ti pretiravaš kot ponavadi, meni se pa zdi, da se jim tle cedita med in mleko. Zdaj sem prej le videla Kamenško Bistrico, se je čist bela, ja, to ni od mleka. Ja, od mleka. Gor na velik planin krava mleko pušča, pa dol v Bistrico teče. Dej, poslušaj, ne govor take bedarije. To je od rudnika kaolina, tamle v Črni. A to je tam, ka prah delajo? Pesek meljejo, pa se prah dela. A ja, že razumem, pesek izvažajo, prah in pa doma ostane. No, tako po jugoslovansko, jasno, tako, to pa približno, zdaj se pa zadela. Matevž, pa jaz ne bila tukaj. Veš kaj, pa greva pa gor pogledat na veliko planino. Res? Ampak boš mogla še malo počakati. Zakaj? Ker tista jeklena zajla vsake teže tudi naprej nese. Boš mogla malo skušati, veš? Ne sramneš. Jaz imam poudarjene tiste ženske ta prave dele. Napet imam tam, kjer je treba, ker zate seveda ne morem trdati. A nisi videl, koliko me moški gledajo? Nisi videl, ne? Vidim. Pa veš zakaj? Zakaj, no? Se mislijo, kaj bi bilo, če bi tale ženska k nam na pošto prišla? Kva imajo pa zdaj moje kile s tole pošto tle? Ker imajo tle najmanjšo pošto na svetu. Če ti prideš not, bi mogli pohištvo ven znositi, brez skrbi.
Daj no mirno. Kaj pa, če kdo hoče poslati recimo kakšen velik paket? Velik paket. Ti pa res Gorenjce poznaš. Gorenjci sploh paketov ne pošiljajo, jih samo sprejemajo. Ampak, veš kaj, sej v bednoč na pošlji, ker sorodniki jem ne pošiljajo, ker se ne spremenijo. Poslušaj, Pecem, veš kaj, tudi gasilski dom bi radi malo razširili. Tudi gasilski dom je mečkem premejhen, pa nimajo denarja za razširitev. Nima smisla, da bi mi še kaj širili, ker z nama vred se bo to vse začelo malo ožati. Ja, pa pravš, nimajo denarja, pa zdaj sem tudi videla, da cesto čez vas rihtajo, pa nek okrog enega mostu neki delajo, ampak delajo pa zelo počas. Kaj ti misliš? No, kaj. Veš kaj, ta most je zgodovinska stvar. Pravijo, da so ga zgradili Francozi za časa tistega Napoleona, ko so se umikali iz Rusije. No in zdaj ljudje mislijo, če so ga Francozi zgradili, ne ga pa še oni pridejo popraviti, ne? A ne? Jasno. Matevž, pametni. Jaz bi te vsem probala scheca, da bi šla na veliko planino, a ne bila jaz ena lužna planšarca, tako da bi krave pasla. Planšarca, krave pasla, sploh krave ne poznaš. Zadnjič so me domov prinesli, si upila nad malo, da sem pijana krava. Daj smo še videla pijano kravo, a? A sploh veš, kaj je razlika med bikom pa med kravo, a? Vem, ja. No, kakšna pa je? Ja, to ti nam povedala, kaj me už zameril. Ampak sej na planin v glavnem ni več bikov, večina se dol v dolin, zato nam pa gre, kukar nam gre. Veš kaj, ima občutek, da za planšarca nimaš dosti znanja. Ampak jaz, veš kaj bi bil pa jaz? No, kaj bi bil pa ti? Jaz bi bil pa lovc. Lovc bi bil! Aha, babi bi jagov. Prepozen, dragec, prepozen je za to. To prav lovc bi bil, ti povem, gamsa ne bi zgrešil. Verjamem se, nobene druge štarije tudi ne zgrešiš, zagvabi pa glih tisto pri gamsu. Je že zvedel, da imajo v tej vas vsak lovc svojo gostilno, pa bi mi rad mal pomagal. Ne, poslušaj, pustva zdaj tole. Zdaj, ko so še ravno tukaj greva tjale na županje Nive, tam je kapeljica in pravi, da je not Marija, ki se premika. Boš vsaj eno videl, ki se premika, ker razen mene so itak vse bežale pred tabo. Čaki! Poslušaj, pravi, da dela čudeže in če si nekaj želiš, ti ona to izpolni. In jaz, če bo mene uslišala, ti povem, jaz bi želel, da bi tle dobil v Purfel fabriki eno dobro službo. Joj, to je pa ideja. Veš, kaj si bom pa jaz želela? Kaj? Da bi dobila veliko zavarovalnino. Čakaj, zakaj pa zavarovalnino? Ja, ko bo Purfel fabriko raznesel, tam, ko ti delal, ne se ona dela čudeže, pa vsako željo izpolni. Muzikanti ansambla Nika Zajca in seveda tudi oba pevca, Majda Korošac in Boris Kopitar, se z Mengeškega polja ozirajo v Kamniške planine in kar niso mogli zdržati, zato so tudi danes tu. Seveda z najnovejšima pesmima, ki sploh še niso posnete in jih ne morete slišati drugače kot zdajle. Poročna slika je ena pesem. Iz pesmi same pa bomo videli, ali je to tista, ki se sladko drži na smeh in je malce popravljena, tako da lepše zgleda, ali pa je ta prava. Venček bil v lasih, imela mama si, tvojih milih oči, spi dobrote na smeh. Rezen vas in moža, drži se očka ti, Tvoj pogled je čez vrt, daljni sen zazr, v rokah pa držiš najlepši šopek rož, da v življenju bilo, cvet je bil vse povsod. od tedaj si naprej bil njen
lepih dni spet z nami oživi, ko je praznik doma, skup družina prav vsak. Srečen par sta bila, kot tudi danes ta. Popraznujemo dan bajnih lepih sanj. Slika nam govori, sreča naprej hiti, še dva zaljubljena je ne ustavita. Slika nam govori, zna, da sta lepe dni, svojih dlanih ljubezni, tisnič ustvariti. Slika nam govori, zna, da sta lepe dni, svojih dlanih ljubezni, tisnič ustvariti. Nič dve, 8-4. Mali srečni lastnik, imenitno. Torej, kasneje bomo malce poklepetali, razdelili nagrade, ta čas pa nas bo zabaval ansambel Krt. Majda, tudi tebi hvala. Tako, tu sta naša srečna izžrebanca, Helena Cimbas in Matej Drenik. Kaj pa vidva, kaj vesta o banki? Kaj pogosto zaideta tja? Ja, saj nimamo prav veliko denarja, kaj pa ždivo tam? Šel po denar? Kaj?
ti kaj hraniš, ampak imate v šoli pionirsko hranilnico. Moram povedati, da Matej Drenik je skoraj pri tleh. Koliko si star, Matej? 8 let pa pol. To se pravi, že hodiš v šolo in je pionirska hranilnica. Kaj hodiš v pionirsko hranilnico? Ne veš še, ali jo ni? Je? Je. No, poglej ga, ve pa, da je. Pa nič ti to z majčkom, pa z vsem tem, se nič ne poigraš, nagrade z majčkove. So premalo povedali? Ne. Se veš, vsak dinar neseš, pa je. In potem nagrada, zvezek ali karkoli je. Seveda, naše pravilo je, da običajno zastavimo tudi vprašanje. In seveda tisti, ki pravilno odgovori, si pribori prvo nagrado. Danes je takole vprašanje, poslušajte me oba dobro, če boste vedela. Svoja sredstva seveda lahko varčujemo na več načinov. Tudi tako, da jih vežemo, da potem dobimo nekoliko večje obresti. Vežemo za različne čase. Naštejte vsaj 3 možne čase teh vezav. Bo šlo? Ja, 1 mesec, 3 mesece pa 1 leto. No, Matej, nič ti ni preostalo, ker je pravilno odgovorila, ampak imata srečo. Prva je bila izžrebana Helena in takoj pripada prva nagrada. In kako imenitno se je izteklo? Prva nagrada je kristalna vaza. Helena, jo lahko odprete, malce pokažete, se pobahate tukaj pred svojimi sorojaki, samo da ne pade ven. Kar lepo takole gor, pokrov bo. Ta je lepa. Druga nagrada pa je hranilna knjižica. Lepa vaza, kaj ne? Druga nagrada pa je hranilna knjižica. Danes prvič Ljubljanska gospodarska banka daje začetni polog 10 milijonov starih dinarjev. Matej, vso srečo, nekaj bo obresti na tole začetno vlogo, nekaj te bo verjetno zdaj zagrabilo, da boš še sam dinarčke nosil na tole knjižico. Obema čestitam. Veliko sreče, Matej, naj se hitro nabere na knjižici. Pa lepe rože v vazo. Takole, ansambel Nika Zajca je spet na odru z Majdo in Borisom. Ko govorimo o tem, kako hodimo na Kamniške planine, je verjetno ob Bistrici prijeten počitek. Tako prijeten, da ga je zapisal celo Niko Zajc. Poslušajmo, kako je s tem. Izpod kamniških planin bistra reka priskaklja, vsa srebrna se iskri, gorska hči Bistrica, mimo Kamnika hiti, mimo gričev in polja, ko se končno umiri, se soncem in vazit igra. O Bistrici sem rad se igral, obil sem še deček bosonog, rad vedno bi ob dragi kosal, a med drugam peljala je pot. O Bistrici bi rad posedel, izpod planin nosi mi želje, spet 15 let, ko takrat bi imel, ko pred menoj je bilo še vse. Bistrici sem rad se igral, obil sem še deček bosonog,
Rad vedno bi ob dragih ostal, a med drugam peljala je pot. Ob Bistrici bi rad posedel, izpod planin nosi mi želje. Spet 15 let, ko takrat bil imel, to pred menoj je bilo še vse. Hvala lepa. Nisem si mogel kajega ne na oder privlekel planšarja Marka, tako me je tale rok, ki ga nosi ob pasu, zanimal in mislim, da je prav, da ga zdaj le slišimo, tudi kot uvod v prepir med zakoncema Ičo in Matevžem, pa še simbol je to zakonskega stanu, kaj ne, rok. No, Marko, kako zveni? No, takole je zvenelo marsikdaj. In spet je čas za pesem, saj drugače ne bi bili deželani dežele Lipovega lista. Radi imamo tudi druge ljudi, zlasti svoje sobrate. Naši skladatelji so pisali marsikaj. Veliko je pesmi, ki pojejo tudi o povezavi z vsemi drugimi. Ena od takih je prav gotovo slovanska pesem, katero bo zapel mešani pevski zbor France Gačnik pod vodstvom Dominika Krta. Kaj da nisatko se glasi, mami teži nas ljubov. Zate mi odločen časi, mami biraje kako. Zemljo naj Slovano hodi, koderkoli pod ga vodi. Ker imamo v nadaljevanju nocojšnje oddaje še na sporedu Ohcet, je kar prav, da že zdaj le začnemo z vasovanjem. Vasovanje je skrito v vrsti naših ljudskih pesmi, no tisti, ki so si lahko privoščili, pa so peli tako, jaz imam pa konča belega, tako kot domači zbor. Jaz imam pa konča bistrega, drevi pa vas pa jezdim ga, ti tra-la-la-la-la, 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 tra-la-la-la.
Zvestoba je lepa reč, posebej, če je tista iskrena zvestoba. Čutimo jo za marsikaj, za sočloveka, čutimo jo za svoj kraj, za nekaj bližjega. O čem poje pesem zvestobe ansambla Krt, pa morajo seveda razodeti sami. Bilo je to časi, ko je dedek še živel in svojim je vnukom lepe pesmice pil. Ena je v dedku želja gorila, da bi pesem živela. Minila so leta, vnuki so po svetu šli in dedkovih pesmi niso več prepevali. Ledna dedka ni še pozabil. Misli uhajajo rado po svoje, kar drugi delajo, nič ga ne moti. Stopa po stari dedkovi poti, on misli pa je dela po svoje. On poje dedkove pesmi, on stopa po stari dedkovi poti. No in zdaj tista, katero smo jo že obljubili in ki pomeni velik, velik dogodek. Pesem zvestobe se potem nadaljuje ali pa tudi ne, ampak zdaj pa ohcet v vsem svojem sijaju. Zaslužil sem deklino, tam gor za vasjo, očka so mi rekli, le pridi po njo. Pravili za ohcet se bomo tako, da dolgo sem jo pomnil bo. In palo smo vozili v četrtek cel dan, od cipke pa do skrinje prišlo je na dan. Na šranki pa sem fantom denarce odštel, saj bom najlepšo deklico za ženko vzel.
spat je podekle na dom. So vrata bila zaprta, smo trkali močno. Pripravili so staro res grdo ženo. Kaj na jaz počnem zdaj z njo. Pride prava reč lepa kot cvet, oči nam ostrmijo, kot bil bi previt. Se srčno jo poljubil, zavriskal na glas, da obcet je nabil za vas.